Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav iz Halos, natančneje iz Zavrča, kjer je pred nami vroč sosedski obračun in sicer dvoboj četrtega kroga tretje slovenske nogometne lige Vzhod med ekipama Zavrča in Cirkulan. Gre za vroč sosedski obračun dveh še neporaženih ekip, zato seveda pričakujemo tekmo polno naboja, saj si vsaka ekipa želi doseči prestiž zmage na tem velikem derbiju. Vse je že pripravljeno, igralci obeh ekip so že na terenu, domači iz Zavrča bodo nastopali v belih športni opremi, medtem ko bodo gostje iz Cirkulan nastopali v fluorescentno-oranžnih dresih in črnih hlačkah. Domači trener Damjan Bezjak se je odločil za naslednjo enajsterico, v vratih številka 1 Luka Mikić, pa v zadnji vrsti od desne proti levi 23 Tadej Stiplošek, 20 Rok Kajzer, 5 Milan Kokot, 15 Marcel Koren, v vezni vrsti od desne proti levi 4 nogometaši, številko 11 Dražen Lazar, številko 2 Matija Pofuk, številko 16 Blaž Jazbec in pa na levi strani številko 22 Uroš Krajnc. V konici napada dva nogometaša, številko 6 Gregor Predikaka in ob njem številko 9 Tomi Štumberger. Na drugi strani pri gostih se je trener Jura Arsič odločil za naslednjo enajsterico, v vratih številko 25 Denis Zajc, pa potem trije osrednji branilci 18 Stefan Zazič, 23 Tomaž Toplak, ki je kapetan ekipe, številko 16 Robert Travnikar, na levi strani Blaž Cesar, na desni Metod Majcen, v sredini Kristjan Lipavšek in Jaša Bojnec, pred njima na levi strani Luka Kirič, na desni Danijel Ljubec, v konici napada pa Alen Cimerman. Tekma se je medtem že začela, prvi napad sestavljajo nogometaši gostujočih Cirkulan. Žogo so hitro izgubili, na sredini je do nje prišel Štumberger. Pa Jazbec zdaj s prekrškom, oglasil se je glavni sodnik, dolžan sem vam seveda še sodniško trojko. Glavni sodnik Bojan Tkalčič prihaja iz Maribora, prav tako kot njegova pomočnika, na eni strani Danijel Šobot, na drugi pa Kevin Majcen. Delegat te tekme je Božidar Crnkovič. Out visoko na polovici Zavrča zdaj za Cirkulane. Metod Majcen je pripravljen, da ga izvede. Majcen je iskal Bojneca, ni ga našel. Neuspešno so v protinapad krenili domači, ampak potem so gostje napravili prekršek in prosti strel bo to na sredini igrišča za Zavrč. Pri Zavrču so sicer lahko zadovoljni z štartom v to sezono, potem ko so se iz prve MNZ lige Ptuj uvrstili v tretjo slovensko ligo, zaenkrat so po 3 tekmah še neporaženi. Trener Bezjak sicer računa na uvrstitev tam nekje v sredino lestvice, so pa do zdaj v prvenstvu odigrali 2 remija in enkrat zmagali. Visoko na polovici Cirkulan izvajajo out. Skok so tam dobili gostje, pa priložnost za protinapad po levi strani. Stiplošek tega ni dopustil, Stiplošek je prišel do strela, ki je bil blokiran. Stiplošek in Lazar. Lazar s predložkom, ki pa je končal za golom. Vrat, ki jih brani Denis Zajc. Ja, na drugi strani so Cirkulane, ki so bile lani izvrstne v tretji ligi in zasedle visoko 3. mesto, krenile v to prvenstvo nekoliko pod pričakovanji, prav tako kot Zavrč z 2 remijema in pa 1 zmago. Travnikar. Nenatančno je podal Toplaku, do žoge je prišel sicer Zazič, pa Toplak in Travnikar.
Travnikar je v sredini poiskal Lipavška. Na desni je Travnikar. Visoka podaja proti Cimermanu. Cimerman dovolj hiter. Cimerman se odlično znašel v branilcih. Pa ponovno izbita žoga branilcev Zavrča. Bo pa to nov napad. Poskušal je Zazič z visoko podajo tam proti Kiriču, ki pa ni bil dovolj hiter. Oziroma ni bil to Kirič, bil je to Bojnec Jaša, se opravičujem. Mikič je iskal Krajnca. Pofuk je žogo spravil do svojih branilcev. Lep prenos žoge na desno proti Lazarju, ampak nekoliko preveč nenatančna podaja v tem primeru. Vratar Zajc bo zdaj žogo vrnil v igro. Pošiljajo proti svojim napadalcem. Ljubec se tam bori. Ljubec je prišel do žoge, prekršek zdaj zahtevajo na tribunah. Lepo število gledalcev se je sicer zbralo na tem lepem športnem objektu, enem lepših v 3. ligi Vzhod. Tukaj je obetavna situacija. Ljubec in Cimerman sta se bojevala tam z branilci Zavrča. Potem pa so domači zahtevali prekršek Ljubca. Štumberger je dobil dvoboj na sredini. Žogo so mu hitro ukradli, tam pa prekršek Krajnca. Ja, zdaj nekoliko živčnosti pri nogometaših gostujoče ekipe. Jasno gre za vroč lokalni derbi. Pričakovanja so visoka. Cimerman, lepa poteza Cimermana. Pa potem slab predložek Majcna. Žoga se je odkotalila z igrišča in pripadla bo domačemu vratarju. Domači vratar Luka Mikič bo žogo vrnil v igro. Ne najbolj posrečeno izvajanje tega gol auta. Krajnc tam ni prišel do žoge, bo pa ta kljub temu pripadla domačim. Boril se je Jazbec, do žoge ni prišel. Potem tudi Pofuk, ampak žoga ostaja v posesti nogometašev Cirkulan. Toplak. Pa Zazič. Zazič je žogo vrnil v sredino Toplaku. Ponudil se je tam Travnikar. Pa ponovno v avtu za Zavrč. Tudi dobro vzdušje tukaj iz završkih tribun, kjer so se oglasili zbrani navijači. Dolga podaja na Lazarja, ki se je dobro znašel tam v kazenskem prostoru, ampak storil prekršek nad gostujočim branilcem Cesarjem. Tukaj hitro izveden prosti strel. Lepa podaja na desno. Pa je potem šlo za prekršek nad Blažem Cesarjem. Visoka podaja ponovno proti Cimermanu. Cimerman je tokrat ni ujel. Mirno bodo nov napad začeli graditi nogometaši domače ekipe. Na levi je Koren, pa Pofuk. Kajzer.
dobro v sredini poiskal Predikako, ta se žogo ni uspel obrniti, ta pa bo zdaj pripadla gostom iz Cirkulan. Out bo za goste izvajal Metod Majcen. Majcen je žogo spravil do Lipavška, pa Zazič. Zazič in Bojnec. Pa zdaj nekaj kombiniranja v zadnji vrsti. Pri Cirkulanah prekršek pa je na to napravil domači napadalec Gregor Predikaka. Pa zdaj nenatančna podaja proti Zaziču, ki žoge ni ujel. In končala je v avtu, priložnost bo to za nogometaše Zavrča, da zgradijo napad. Stiplošek podajo naprej, niti Lazar, niti Štumberger tam nista prišla do žoge. Ta je zdaj na desni, v posesti gostov pri Majcnu. Majcen se je boril, ampak jo kmalu izgubil. Predikaka. Tudi Predikaka je hitro izgubil žogo, ukradel mu je Bojnec. Lepo je tam preigraval, zdaj Jazbec. In hitro se je oglasila sodniška peščavka, še en grob prekršek na sredini. Ja, sodnik bo moral umiriti igralce obeh ekip. Očitno je, da gre za vroč obračun in so živci nekoliko napeti, v vsak štart se gre na polno. Jazbec je dobro preigraval, potem pa grob prekršek nad njim, morda bi sodnik tukaj lahko celo pokazal rumen karton. Spet so gosti iskali Cimermana v napadu, ponovno neuspešno. Visoko pritiskajo gostje. Žogo so Zavrčani izbili daleč na nasprotnikovo polovico, ampak do nje so prišli gostje. Lepa podaja na desno proti Majcnu. Majcen preigrava, zaostavil ga je Krajnc. Predikaka ni prišel do žoge, niti Štumberger. Spet napadajo gostje. Lepa podaja proti Cimermanu, ta jo je nekoliko slabše ostavil, preveč v desno in pri moranju je bil potem izbijati v out, da lahko skupaj svoji igralci zdaj visoko počakajo in pritisnejo na domače, da le ti ne morejo izvajati oziroma iznesti žoge v napad. Skok je dobil Lipavšek. Žoga pa spet v posesti gostov. Cimerman jo je tokrat nekoliko slabše ostavljal. Bori se Predikaka. Ob njem uspešnejši Lipavšek, se vračujem. Pa potem nenatančna podaja proti Štumbergerju. Toplak in Zazič. Bojnec. Travnikar. Travnikar poskuša s podajo preko obrambe proti Ljubecu. Dobro si je Ljubec žogo ustavil. Bori se tam Ljubec v kazenskem prostoru. Žogo so mu na koncu domači odzeli. Nad Kokotom pa je bil potem napravljen prekršek in žoga bo pripadla domačim. Ekipa Zavrča se sicer ubada z nekaj težavami s poškodbami, manjkajo na primer Potočnik, pa Zorec in pa, oziroma se pravičujem, samo Potočnik in Zorec, ki sta igrala na prejšnjih tekmah. Prekršek je na sredini storil Ljubec. Zaenkrat kar vroč začetek te tekme z veliko prekrški, predvsem na sredini igrišča v teh prvih 13 minutah. Podaja na desno proti Lazarju, ki je tam ni pričakoval, da bo žoga prišla do njega, nekoliko slabše je odstavil, je pa priigral
met iz avta za svojo ekipo. Avt bo izval Stiplošek. Morda lahko pričakujemo celo podajo v kazenski prostor. Stiplošek, našel je tam svoj igralca. Lazar je žogo izgubil. Pri njej je Kirič. Pa dober pritisk tam domačih in žoga bo iz avta za Cirkulane. Visoko seveda ostajajo domači, da poskušajo žogo tukaj okrasti in si pripraviti kakšno priložnost. Zaenkrat še nismo videli nobene resne. Žoga spet v avtu, tukaj na levi strani igrišča. Pripada nogometašem Zavrča. Slab sprejem Jazbeca. Priložnost za protinapad gostov. Majcen je tam na desni. Majcen si je žogo poslal daleč naprej. Bil dovolj hiter, prišel do žoge. Podal v kazenski prostor, kjer pa Cimerman ni prišel do nje. Žogo je brez večjih težav pobral Luka Mikić. Tako je že napad na drugi strani preko Predikake. Predikaka preigra, Predikaka je prišel do strela, ki pa ni bil dovolj nevaren, da bi resneje ogrozil Denisa Zajca. Kljub temu lahko zapišemo prvi strel v okvir vrat za ekipo Zavrča. Tokrat slabši prenos žoge, pa kljub temu borbeno tam do žoge Koren. Prosti strel pa bo to za goste. Tukaj bomo še enkrat videli tisto prejšnjo priložnost za Zavrč, ko je Predikaka lepo prodiral, si pripravil nekaj prostora za strel, ki pa ni bil dovolj močan, da bi resneje ogrozil vrata gostov. Zazič in Toplak. Travnikar. Travnikar je v sredini našel Bojneca. Cimerman se ponuja v sredini. Lepo preigrava Cimerman. Našel je Majcna, Majcen s predložkom. Žoga pa je končala v kotu. Prvi kot bo to za goste. Tukaj bomo pa videli, kako je do tega prišlo. Priložnost za predložek Majcna, ki pa je nastreljal levega bočnega branilca Zavrča Marcela Korena. Oziroma kot, se pravi čujem, bo za Cirkulane izvajal Blaž Cesar. Vsi dobri skakalci obeh ekip so zdaj seveda v kazenskem prostoru Zavrča. Cesar z visoko podajo tam na drugo vratnico, odlično je posredoval Mikić. Pa Ljubec s strelom, ki pa je končal nekoliko preko gola, zvit poskus. Nekaj med podajo in strelom, sicer bi rekel, tukaj bomo to videli še enkrat. Izbijal je žogo Mikić, do nje je prišel Ljubec, ki je takoj poskušal nekaj med strelom in podajo, končala pa je žoga preko prečke vrat, ki jih brani Luka Mikić. Ponovno visoko postavljeni napadalci gostov. Prisilili so domačega vratarja, da žogo izbija daleč preko polovice. Jazbec. Stiplošek. Stiplošek predložek proti Predikaki, ta ni dobil zračnega dvoboja z branilcem Cirkulan. Tam je Kirič hitel v protinapad, potem pa prekršek nad Lipavškom. Lipavšek je hitro izvajal prosti strel, podal Bojnecu. Bojnec je odlično našel Cimermana. Posredoval je tam sicer Kokot, žogo pa so spravili do Cesarja. Zdaj gost je Cesar s predložkom in Koren je žogo izbil v nov kot za Cirkulane.
Pogledamo si to akcijo še enkrat, lepa podaja na levo stran, kjer se je znašel Cesar, z levo nogo poslal predložek v kazenski prostor, ni bil to slab predložek, Marcel Koren pa je žogo izbijal v kot. Iz druge strani bo izvajalec kota Lipavšek. Lipavšek si je vzel nekoliko več časa, pa dobra podaja na drugo vratnico, ampak spet dobra reakcija domačega vratarja, ki zdaj žogo hitro pošilja naprej proti Krajncu, ki pa je storil prekršek. Nogometaši v fluorescentno-oranžnih dresih zdaj zahtevajo tudi rumen karton. Takole poskus proti napada, ki pa se je zaustavil s prekrškom. Poda v sredino, pa atraktiven poskus tam Cimermana, žoga pa je končala kar precej mimo gola. Ja, nekoliko nevarnejši so v zadnjih minutah postali nogometaši gostujočih Cirkulan. Odlično je tam do žoge za trenutek samo prišel Štumberger, potem jo hitro izgubil. Žoga pri Toplaku, pa Travnikar. Pritiska na Travnikarja Predikaka, odličen drseč štart je bil to, malo mu je zmanjkalo, da bi prišel do žoge. Žoga pa bo še naprej pripadala gostom. Sodnik od Majcna zahteva, da se postavi tja, kjer je žoga zapuščila meje igrišča. Žogo so dobro zdaj gosti spravili do Ljubeca. Ljubec pritiska na vratarja Mikića, ki je žogo izbil samo do Cesarja. Cesar nekoliko tvegano vrača Toplaku, ta bo zdaj žogo vrnil celo svojemu vratarju, pritiska tam Štumberger. Žogo so pod pritiskom gosti izgubili. Lazar je na to izgubil dvoboj na sredini. Prodira Bojnec, nad njim pa je bil storjen nov prekršek. Sodnik je zdaj opozoril Ljubca naj počaka na znak, tukaj vidimo še enkrat lep prodor Bojneca, ki pa so ga domači zaustavili s prekrškom. Spet selitev skakalcev v kazenski prostor. Cesar tokrat z nekoliko slabšo podajo. Do žoge kljub temu gostje, pa izgubljena žoga, priložnost zdaj za protinapad, razrečena je obramba gostujoče ekipe, ampak slaba podaja je bila to in nič ne bo iz protinapada Zavrča. Bojnec. Spet slaba podaja, Kokot je tokrat žogo izbil v avt. Kokot najizkušenejši nogometaš domače ekipe z 40 leti. Avt na desni strani za Cirkulane. Majcen. Žogo je podal proti Ljubecu. Izbili so potem domači in prišli do priložnosti za protinapad preko Jazbeca. Lipavšek tam z ostrim štartom nad Jazbecom, žogo je izbil v avt. Žoga je ponovno končala v stranskem avtu. Ponovno bo izvajalec Marcel Koren.
podaja v sredino proti Štumbergerju ni uspela. Lazar s slabim sprejemom, Cesar je žogo izbil. Tudi Stiplošek je žogo hitro izbijal, Lazar pa na to ob Cesarju izgubil. Kirič. Kirič je žogo spravil mimo Stiploška. Zdaj je v dvoboju z Kajzerjem. Stiplošek se je odlično znašel, našel Bojneca. Bojnec je podal na to proti Lipavšku, stranski sodnik pa je dvignil zastavico in označil prepovedan položaj. Prišlo je zdaj do poškodbe nogometaša gostujoče ekipe številko 2, to je Blaž Cesar. Potrebna bo tudi pomoč. Kot kaže, gre za poškodbo prepone. Jasno, zadnjo, kaj si trenerji želijo, je, da morajo prisilno menjavati že v prvem polčasu. Dobro je sicer Cesar odigral teh prvih slabih 25 minut. Cesar je zdaj ostal in zapustil igrišče. Videli pa bomo, ali bo lahko nadaljeval s to tekmo. Sicer v tem krogu še 6 drugih tekem, danes 3 dvoboji, tekme med Dravinjo in Šampionom, pa Dravogradom in Posavjem Krškim, ter Korotanom in Šmarjami pri Jelšah. Jutri pa tekme Videm pri Ptuju Dobrovce, Šmartno, Zreče in pa Podvinci Bistrica. Žoga je pri Lipavšku. Lipavšek jo je poslal Cimermanu. Lepo se je vključil Majcen. Majcen je odlično podal v kazenski prostor, še enkrat več pa je bil dobro postavljen Milan Kokot. Samo out bo to spet za Cirkulane. Na igrišče se je medtem vrnil Blaž Cesar, ki sicer še vedno ima nekaj težav. Zelo pomembna sta v tem sistemu 3-4-3 oba bočna nogometaša, tako Cesar kot Majcen ves čas tečeta gor in dol po liniji v napad in v obrambo. Žoga proti Cimermanu, izbijali so domači. Pritiskal je Majcen na Krajnca. Žogo so Zavrčani vseeno spravili naprej, ampak jo hitro izgubili. Dobro, zdaj je žoga na levo proti Cesarju. Cesar odlično preigrava, padel je ob Stiplošku. In še en prekršek v korist Cirkulan. Spet pa se sodnik Tkalčič ni odločil za rumen karton. Čeprav bi ga tukaj, mislim, da lahko pokazal. Priložnost bo to za Cesarja, da poskuša s podajo najti katerega od svojih igralcev ali pa celo z neposrednim strelom presenetiti vratarja Mikiča. K žogi je zdaj pristopil sicer tudi Lipavšek. Tri igralce v zid postavil domač vratar. Zaveda se, da lahko Lipavšek ali pa Cesar preseneta tudi strelom. Ja, Lipavšek bo vendarle izvajalec tega prostega strela. Lipavšek strelja ostro, nizko proti sredini kazenskega prostora, kjer je vtekal Cimerman, ampak žoga je vratar Zavrča pobral in zdaj so domači krenili v protinapad. Štumberger pa se je znašel v prepovedanem položaju. Še enkrat v ponovljenem posnetku podaja Lipavška v sredino, Cimerman ni zadev tajminga tega vtekanja in žoga je končala v naročju domačega vratarja. Toplak. Travnikar vrača žogo Toplaku. Zazič.
Nekaj kombiniranja zdaj v zadnji vrsti, potem slaba podaja. Lepo so zdaj žogo spravili na levo stran proti Cesarju. Priložnost za Kiriča. Kirič je našel Lipavška. Pa Ljubec, ki ima nekaj priložnosti. Nekaj prostora za strel, priložnost je bila to. Žogo pa je Koren blokiral, da je leta končala v kotu za goste. Takole dober prodor. Po sredini nekaj prostora se je odprlo. Koren pa je tam iz leve strani pretekel v pomoč v sredino in žogo odbil v kot. Že tretji za Cirkulane v tem prvem polčasu. Dobra podana, prvo vratnico in gol! Odlično je Lipavšek podal v sredino, kjer je, mislim, da Tomaž Toplak, če sem videl prav žogo na prvi vratnici, odlično zadev in jo pospravil v mrežo za vodstvo gostov na tem vročem derbiju na haloškem El Clasico, kot mu tu radi rečejo. In povsem zasluženo so si zdaj nogometaši Cirkulan priigrali prednost. Lipavšek tako z dobro podajo. Potem pa mislim, da Tomaž Toplak z glavo odličen zaključek in povsem zasluženo vodstvo nogometašev iz Cirkulan. 30. minuta, 1:0 za gostujoče ekipo NK Cirkulane. Zdaj bodo morali seveda nogometaši domače ekipe strniti vrste, vzeti stvari v svoje roke in loviti rezultat. Dosegli so cilj, gostje prvi so zadeli in zdaj lahko igrajo nekoliko bolj mirno. Žoga je pri Cimermanu. Cimerman gre v napad. Ja, poskušali bo zdaj izkoristiti ta šok, v katerem so se znašli gostje. Še en odličen strel je bil to. Tokrat Luke Kiriča. Obranil je tam vratar Mikić, pa še enkrat potem poskus Cirkulan, ki zdaj dobesedno letijo po igrišču in spravljajo v težave obrambo Zavrča, ki se je znašel v nekakšnem knockdownu. Sreči in pa odličnemu posredovanju vratarja Mikića se lahko zdaj Zavrčani zahvalijo, da Cirkulane niso hitro prišle do zvišanja vodstva. Tako krasen strel Kiriča. Odlična obramba je bila to. Žoga pa je medtem spet pri nogometaših Cirkulan. Zdaj je bil prekršek storjen nad Ljubecom. V prve pol ure lahko rečemo prevlada ekipe iz Cirkulan in povsem zasluženo vodstvo. Prekršek je tam storil Gregor Predikaka, nekaj razburjenja na tribunah. Jasno, vroč dvoboj spremljamo tudi na tribunah, gre za sosedski derbi, za prestiž in tudi na tribunah poteka borba. Predikaka je tukaj seveda storil prekršek. Do žoge potem na desni ni prišel Metod Majcen in končala je v gol outu za Cirkulane. Stiplošek, pa Pofuk, Kajzer, Kokot, pa Pofuk, Matija Pofuk se obrača, Jazbec. Prišel je v sredino pomagati Krajnc, žogo je izgubil. Ta je zdaj pri Kiriču. Kirič je imel na drugi strani odkritega Ljubeca, ni ga videl. Bojnec se tam bori, do žoge je prišel Pofuk, pa še vedno Bojnec. Borbeno je Bojnec priigral žogo nazaj in Zavrčanom omogočil poskus novega napada. Hitra podaja do Predikake, žogo pa Toplak izbija v stranski out. Tvoj avto, stari. Niso si sicer pripravili veliko priložnosti nogometaši Zavrča. Praktično nobene.
Zdaj je iz obrata streljal Fredi Kaka, pa Lazar do žoge v kazenskem prostoru. Ni se najbolje znašel in priložnost za protinapad je to. Cimerman je padel v branilcu Zavrča. Sodniška piščalka ostaja nema. Žoga je na levi strani pri Krajncu. Ta je našel Jazbeca v sredini. Jazbec bo žogo vrnil Pofuku. Pa Stiplošek. Stiplošek s Predroškom na drugo vratnico, kjer je skakal Fredi Kaka in le za malo zgrešil cilj. Bila je to ena redkih priložnosti, druga šele na tej tekmi za Zavrč, tako je Fredi Kaka ostal nekoliko preveč osamljen, ni pa uspel konkretnejšega zaključka, da bi ogrozil vrata Denisa Zajca. Visoko postavljen je Tomi Štumberger, ki ne pusti gostom, da bi na kratko izvedli gol-out. Skok na sredini so dobili nogometaši Cirkulan, nato pa je Pofuk prišel do žoge, poslal je proti Štumbergerju, ki pa jo je ob toplaku izgubil. Odlično tam, zdaj je žoga proti Cimermanu, ki je zelo spretno prišel do nje. Cimerman proti Korenu, Cimerman, žogo je poskušal spraviti v sredino do soigralca, ampak Koren je ta poskus blokiral in nov kot bo to za Cirkulane. K izvajanju bo ponovno pristopil Blaž Cesar. Šestintrideseta minuta teče, priložnost torej za povišanje vodstva. Prvi zadetek so zabili prav po kotu, sicer iz druge strani. Dobra podaja je bila to Cesarja tam v sredino, ampak tokrat dobra reakcija vratarja, pa še en strel potem Kiriča, ki je končal v bloku. V out pa so žogo izbili domači branilci. Dovolj časa zdaj za domače, da se postavijo v obrambi. Vsak na svoje mesto. Očitno bo šlo za dolgo podajo iz avta. Žoga v kazenski prostor, kjer je skok dobil Majcen, ampak ni resneje ogrozil vrat Zavrča. Tukaj smo to videli še enkrat, dolga podaja iz avta. Potem pa Majcen z glavo kar precej mimo cilja. Zračni dvoboj na sredini je pripadel Lipavšku. Bojnec, ki je padel ob Jazbecu. Žoga na levo do Cesarja. Cesar je iskal Lipavška. Do žoge je prišel Kajzer, pa Stiplošek s slabim sprejemom. V posesti zdaj nogometaši gostujoče ekipe. Cesar jo je izgubil. Sodnik pa kaže, da bo to out za Zavrč. Stiplošek in Pofuk. Spet Stiplošek, pritiska Cimerman, nekoliko tvegana podaja Stiploška. Lepo so Zavrčani spravili žogo na levo proti Korenu. Pa Pofuk. Jazbec. Jazbec vrača žogo Korenu, ta z prve Pofuku. Kokot. Zdaj nekaj več zaporednih podaj nogometašev Zavrča. Tega v tem prvem polčasu nismo videli prav pogosto. Odlično preigravanje tam na levi strani. Pa potem slabši predložek. Bo pa to prvi kot za ekipo Zavrča. Preigraval je tukaj Koren. Odlično preigral branilca, potem pa ni zmogel boljšega predložka. Bo pa to kljub temu torej kot za Zavrč.
prvi v tem prvem polčasu. Priložnost, da z enako mero vrnejo zdaj gostom. Poda na prvo vratnico. Ni bilo slabo, pripravljen je bil tam Predikaka na strel, ampak požrtvovalno je izbijal, mislim, da Cesar in žogo poslal v nov kot za Zavrč. Izvajalec ponovno Marcel Koren. Tukaj visoka podaja tam proti Kokotu, nekaj težav za vratarja Zajca. Žoga je pri Krajncu, Krajnc preigrava. Ustavil pa ga je v kazenskem prostoru Zazič. Sodnik je zdaj pokazal, da je žoga že zapustila igrišče. Out za Zavrč. Stiplošek. Stiplošek s predložkom. Do žoge je prišel Pofuk, pa jo hitro izgubil. Cesar proti Cimermanu, še en dvoboj je dobil Cimerman, nad njim pa je bil storjen tudi prekršek. Rok Kajzer je napravil prekršek. Spet pa se sodnik Tkalčič ni odločil za rumeno kazen. Veliko prekrškov, groba igra na obeh straneh. Sodnik pa iz žepa na tej tekmi še ni potegnil rumenega kartona. Tu je nedvomno seveda šlo za prekršek in prekinjen protinapad. Zazič, pa Bojnec. Ponovno Zazič. Cimerman je zdaj prišel v sredino. Pa Zazič. Krasno je žogo spravil do Kiriča, ta pa potem z neuspešno podajo proti Cesarju. Iz zadnje vrste žogo zdaj znašajo nogometaši Zavrča. Koren. Pofuk. Žoga pri Jazbecu. Jazbec in Pofuk v sredini. Podaja proti Krajncu, ta je odložil Pofuku, lepa podaja na levo stran. Koren ima žogo na desnici, poskusil je s predložkom, Lazar se bori ob Cesarju. Lazar je prišel do žoge. Še vedno Lazar, padel je Lazar, brez prekrška, kaže sodnik. In Zazič žogo izbija daleč. Na nasprotnikov bojico, ja, oglasila pa se je zdaj sodniška piščalka, vendarle je zapiskal prekršek Cesarja očitno tam. Prosti strel bo to iz strani za Zavrč. Nekakšen skrajšan kot. Poglejmo še enkrat, zakaj je šlo, ja, ne vem. Zakaj točno se je tukaj oglasil sodnik Tkalčič. Kakorkoli že, to bo prosti strel za Zavrč. To je 42 minuti, torej lepa priložnost, da le malo pred odmorom nogometaši Zavrča postavijo rezultatsko ravnovesje na tej tekmi. Sodnik je zdaj dal znak, da se lahko prosti strel izvede. Kratka podaja do Krajnca, ki pa se mu je ta strel povsem ponesrečil in žoga je končala v stranskem avtu. Poskus vigrane kombinacije je bil to, ampak kar precej se je izjalovil. Na desni strani avt izvaja Metod Majcen. Žoga je končala v avtu za Zavrč, Koren. Dolga podaja na Štumbergerja, pritisk Predikake. Vendarle se je obrestoval, Jazbec se je obrnil, padel ob Lipavšku in sodnik je ponovno zapiskal. Še ena priložnost iz prekinitve, torej za Zavrč, če ne gre iz igre, pa bo morda šlo iz prekinitve. Zadnje, kar bi si gostujoči trener Jura Arsič želel, je seveda, da njegova ekipa prejme zadetek tik pred polčasom.
povsem obratna je seveda zadeva pri trenerju domačih Damjanu Bezjaku. Vratar Zajc je postavil 4 nogometaše v zid, tam iz 30 metrov, zdaj poskuša strelom Koren, zadev pa je živi zid. Lazar, prodira po desni Lazar, poskušal je s preigravanjem, ni mu uspelo, brez prekrška so mu žogo odzeli gostje, natančneje Lipavšek, odlično je spravil žogo do Kiriča in ogromno prostora se zdaj tam odpira Majcnu, vteka Alen Cimerman, Cimerman preigrava v kazenskem prostoru, žogo je spravil do Ljubeca, Ljubec do strela, blokiral pa je ta strel Jazbec. Obetavna situacija bila to za Cirkulane, zdi se, da bi lahko ta prostor, ki se jim je ponujal, izkoristili precej bolje. Na koncu torej brez resnejšega strela, smo pa vstopili že v zadnjo minuto rednega dela prvega polčasa. Cesar na levi strani, Cesar s predložkom, predložek pa ni našel naslovnika v kazenskem prostoru Zavrča in out bo to za domače. Še enkrat pogledamo, kako se je Cesar znašel tukaj na levi strani, poskušal s predložkom, ki pa je končal v autu. Out bo izvajal Koren. Žoge ni spravil dlje od Ljubeca, pa Cimerman, Kokot je zbijal v out, out pa bo to za Zavrč. Koren, Kranjc je dobil skok, bori se Predikaka, do žoge ni prišel, še ena dobra reakcija Kokota, sodnik pa tega prvega polčasa ni podaljšal, odpiskal je konec polčasa, ki so ga dobili nogometaši gostujočih Cirkulan in sicer z 1:0. V 30 minuti je zadev Tomaž Toplak po kotu. To bomo zdaj videli še enkrat. Lepa podaja na prvo vratnico, kjer je potem Toplak žogo ob vratarjevi bližnji vratnici žogo poslal v mrežo in poskrbel za vodstvo gostov na tem vročem sosedskem derbiju v Zavrču. Zavrč 0, Cirkulane 1. Bodite z nami tudi čez slabih 15 minut, ko bomo spremljali drugi polčas. Do takrat pa lep pozdrav.